Gospod Kramli, slišali smo, kaj pa naj potem delam. Kako vi odgovorite na to vprašanje, ko k vam pride otrok zasvojen, digitalno zasvojen, ko potrebuje pomoč? Gospa Petra, prvo je potrebno razložiti, da je delo s pomočjo nove tehnologije nekaj čudovitega, nekaj dobrega. Ko človek nekaj dobrega dela, je narava zelo milostna. Namreč začutimo utrujenost, naveličanost, potrebo po distanci. In delo s pomočjo nove tehnologije ne zasvoji. Druga zgodba pa je, ko grem na socialna omrežja, ko grem na YouTube, ko grem na igrice, takrat pa naš možganski sistem odreagira drugače, bodi vedno dalj, bodi vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. In posameznik lahko izgubi nadzor nad časom, ki ga preživi na zaslonu, nad denarjem in seveda tudi nad osebnim življenjem. In tukaj potem govorimo o zasvojenosti. In ko meni starši rečejo, da njihov 12-letnik dela, da programira 8-10 ur na dan kakšne izdelke, igrice, to ni delo. Pri 12 letih je delo šola, so obveznosti, treningi, ko bo pa on programer, takrat bo pa lahko to delal. Tako da moramo imeti dejansko res razčiščeno, kaj je delo s pomočjo nove tehnologije, kaj je pa zabava. In pravite tudi, da je za mnoge, tako otroke kot tudi odrasle, fokus življenja na 20 centimetrih. Realnost pa zanje zato naporna. Poglejte, mi imamo izdelke, ki zasvajajo. Naprimer, če imava midva sedaj za 5-letnega otroka računalniško igrico dinozavrčka, on vpliva na možgansko delovanje tako, da ta dinozavrček je tako vkomponiran v to igrico, da prebudi potrebo potem, da ga bi ta otrok imel čim dlje. In ne le to, da bi bil čim dlje z dinozavrčkom, ampak da tudi začne oponašati, prevzemati njegove lastnosti. In kaj se zgodi? Ne živi več svojega življenja, ampak živi dinozavrčka. In zdaj imamo vedno več otrok, mladostnikov in tudi odraslih, ki ne živijo svojega življenja, ampak igrajo vloge. In seveda, če smo mi po 6-8 ur na dan izpostavljeni temu, naš možganski sistem to vzame tako za svoje, a veste, da mu teh 20-40 centimetrov, ko igra igrico, pomeni vse, kajti tam dobi sprostitev, tam dobi zadovoljstvo, pomiritev, njemu je tako lepo, a veste, da potem ne more sprocesirati obzorja realnega življenja. Kaj pa se zgodi z možgani ob napačni uporabi nove tehnologije? Vi govorite o digitalni demenci. Povejte nam, kaj to pomeni? Poglejte, Manfred Špicelj je napisal knjigo Digitalna demenca, ki je prevedena tudi v slovenščini. Ko sem jo jaz pred leti bral, sem rekel, je ta človek nor, kaj on govori. Danes imamo pa mi to prisotno v našem centru, kjer delam. Poglejte, govoriva o celotni signalizaciji monitorčka, ne govoriva samo o svetlobi, ne govoriva samo o vsebini, ampak o celotni signalizaciji, ki jo daje monitorček, ta pa vpliva na možganski sistem na način, da je v enem dnevu ta naš možganski sistem tako obremenjen, kot je bil včasih v 2 letih. In možgani poiščejo zaščito, ta zaščita pa je, da potem sprocesirajo samo lahke všečne podatke. In kaj se zgodi? Naš otrok, mladostnik se doma nauči, nam pove in mi vidimo, da zna zapeti, ko pride v šolo, pa dobi šus, ker možgani ne zmorejo shraniti zahtevnih podatkov. In če tega pravočasno ne opazimo, kaj se zgodi, zdaj se je vsaj še naučil lahko. Čez čas se niti naučiti ne bo mogel. In tako imamo mi v obravnavi mladostniki, ki ne zmorejo niti 15 minut pogovora. In kaj potem naredite? Kako jim pomagate, recimo, konkretno v tem primeru? Mi imamo 3-letni program zdravljenja in dejansko kot prvo moramo, ker pogostokrat imamo starše, ki so zasvojeni in ne morejo vzpostaviti kulture uporabe ali pa tudi spremembe načina uporabe tehnologije v družini, zato kot prvo delamo starši, da njih usposobimo, da prinašajo spremembe potem. Mi smo vzgled, mi smo vzor. Joj, da če zdaj govorimo o tem vzgledu, ne, starši smo vzgled in otrok nas ne ocenjuje po tem, kaj mi govorimo, ampak po tem, kaj delamo. In seveda, če jaz od otroka zahtevam, ker, veste, ena od zelo pomembnih stvari je tudi prostorska namestitev, prostorska kultura uporabe tehnologije.
Veste, naš otrok v svoji sobi ne more imeti telefončka, tablice, računalnika, PlayStationa. Zakaj ne? Zaradi tega, ker so to skušnjave, ki jih niti odrasli ne zmoremo. A veste, če bi jaz zdaj imel na izbiro, ali dam v sobo sod vina otroku, ali dam mu telefonček, mu bo dal sod vina. Ne, ker propagiram vino in alkohol, ampak ker alkohol napram telefonu nima toliko skušnjav in dražljajev. Bog ne dej, samoumevno nam je staršem, da naš mladostnik v sobi ne more imeti gajbo pira, a ne? Niti ne more imeti sod vina, to nam je samoumevno. Ni nam pa samoumevno, da telefončka ne more imeti. Pa nasilje je tudi vse večji problem. So možgani adaptirajo na nasilje, ki ga recimo tudi gledamo na ekrani? Poslušajte, od 100 zasvojenih z drogo imamo 3 agresivneže. Od 100 zasvojenih z novo tehnologijo 36. Namreč, če nekdo vsak dan ure in ure igra nasilne igrice, če gleda razborljive vsebine, se možgani adaptirajo na nasilje in se to pozna v njegovem vedenskem vzorcu. Tako da imamo tu, veste, take primere, ko mladostnik sredi noči pride v garažo, vzame kantico za bencin in poliva bencin od spalnice staršev do vhodnih vrat in začne kričati, če mi ne vrnete telefona, bom zažgal hišo. Poglejte, to je taka globoka zasvojenost, da ni rešljiva doma. Tu potrebujemo organizirano pomoč, v Sloveniji pa šepamo. Kaj pa država? Prej sem že videla primera, kaj je naredila Avstralija in prepovedala do 16 let starosti. Bi morala postaviti neke temelje, omejiti dostop mlajšim? Kaj pravite vi na kratko? Države morajo biti zelo pogumne. Veste, Dars mene ne vprašal, bo postavil na avtocesti znak. Če Dars opazi, da so zamaški na cesti in da je to zelo pogosto, bo na tistem delu postavil signalizacijo, zato da stvari uredi. In Dars ne sprašuje mene, niti vas naredi. In država mora svojim posegom dati jasno vedeti državljanom, da je to resen problem in da moramo na tem področju nekaj narediti. Gospod Kramli, res lepa hvala za obisk v studiu in za ta res zanimiv pogovor. Hvala lepa. Gospa Petra, hvala za zaupanje. Z veseljem vedno. Dobrodošli nazaj. Srečno.